Ja, še recimo zdaj so se malo osredotočili na to svobodo govora, pa na to dobro življenje, recimo, ne. Kjer misliš sistem, da bolj stremi k temu, a ne? Se pravi, če vzamemo zdaj kitajski sistem, ker sicer je ogromno, milijone ljudi povlekel iz revščine in to sigurno je pozitivno, ampak ni pa totalna svoboda tam, ne. Se pravi, predvsem svoboda govora, ker jaz mislim, da je taka ultimativna vrednota, ne. Zaradi tega, ker ti s to vrednoto lahko izboljšuješ ostale vrednote, ne. Če nemaš popoln status quo, ne, ti ne smeš nič reči, nič ne moreš izboljšati in ne. Tukaj se s tabo strinjam, pa se vem, ko bom zdaj zagovarjal morda eno drugo plat, me bo zelo hitro nekaj ljudi obtožili, da ne verjamem v demokracijo, da ne verjamem v svobodo govora. Ni res, ne. Je pa res, da je mnogo lažje verjetno nam na ta način razmišljati, ko ni treba upravljati več milijardnega naroda. Ne. In to ratuje zahtevnost, ne. Kako na nek način zagotavljati. A obstaja možnost, ne, da zagotoviš za neko demokracijo, kjer lahko vsak pove svoje mnenje, kjer vsak lahko reče kar če, nek tako hiter in uspešen napredek, ne. Recimo tu je zanimivo primerjati Indijo in Kitajsko, ne, sistema, pa kljub temu, da je Indija demokracija, v zadnjem času zelo poslušam, da seveda tudi ljudje, ki so preveč kritični do sistema, tako in drugače dobijo po prstih. Sej, vprašanje je, a ne dobivamo po prstih tudi v Sloveniji, ne? Tisti ljudje, ki smo glasni. Absolutno fizično ne, ampak neki vzvodi se pa pojavljajo, kako probajo tako in drugačne načine utišati ljudi, ki povemo svoje mnenje. Ne? Jaz mislim, da želja očitno vsake oblasti je na nek način obvladovati narod, ne? In nismo še najdeli tega sistema, ne? Ki daje popolnoma svobodo in hkrati zna potegniti neko kolektivno zavest ljudi. Ne? To bo umetnost ali pa je umetnost vodenja, po mojem, nekih narodov. Ne? In ja, strinjam se, ne, da ti lahko rataš kreativen, rataš pa tudi kritičen takrat, ko imaš to svobodo. Ne?